Na novinarski konferenci ob vložitvi kandidature za župana mestne občine Slovenj Gradec je neodvisni kandidat Matjaž Zanoškar predstavil smernice predvolilne kampanje in njegovo videnje razvoja občine v obdobju 2014-2020. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, prisrčen pozdrav na tiskovni konferenci, ki jo organiziram v trenutku, ko je bila vložena kandidatura za kandidata za župana mestne občine Slovenj Gradec. Jaz bi se vam vsem in iskren zahvalil, da ste se vzeli čas in prišli na to tiskovno konferenco, ki je pravzaprav prvo dejanje v smislu tiste prave volilne kampanje. Seveda prvo dejanje je bilo podporo volivcev in volivcev, kar me je tudi spodbudilo temu in pa obvezalo temu, da vložim kandidaturo. Kot veste, kandidiram s podporo volivcev in volivcev. Kandidaturo je vložila danes sekretarka našega volilnega štaba, gospa Viktorija Aleksovska. Kandidatura je vložena, tako da te formalne stvari so končane in sedaj gremo pač v tistemu cilju nasproti, ki smo si ga zadali. 5. oktobra so volitve in takrat se bomo kandidati pomerili za župana mestne občine Slovenj Gradec. Torej, kandidiram s podporo volivcev in volivcev kot neodvisni kandidat. Do zdaj nisem zaprosil nobene politične stranke in tudi nobene liste za podporo, ker smatram, da je bilo prvo dejanje potrebno narediti, torej vložitev kandidature. Danes bom pa poslal tudi pismeno sporočilo ali obvestilo vsem političnim strankam in pa tudi listam, da kandidiram za župana mestne občine Slovenj Gradec, da sestavljam program, ki naj bi bil skupek vseh želja, potreb, hotenj naših občank in občanov. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se v tem času, ko nastaja ta program in bo potem natisnen tudi v nadaljnih dokumentih, torej zloženki in tako naprej, da je skupek vsega tega in tu moje politične stranke in pa zanesljivo tudi vse liste, ki bojo vložili kandidate za svetnice in svetnike, tudi morda za župane, pravico in pa dolžnost, da nekako skupaj pregledamo ta program in naredimo izplen tistega najboljšega, ki je potrebno udejaniti v naši mestni občini Slovenj Gradec. Do zdaj teh resnih pogovorov s strankami še ni bilo. Tako kot sem rekel, danes bom namenil tudi tej stvari so pozornost in bom sporočil strankam, da sem pripravljen priti na njihove sestanke, pokazati in povedati o svojem programu in pa seveda iskati tudi kompatibilne točke z programi posameznih strank. To se mi zdi dobro, tudi zato, ker bo zanesljivo vem, heterogenost občinskega sveta zelo velika, da bojo v občinskem svetu zastopniki vseh teh strank in pa list, ki kandidirajo in prav, da se ta konsens, ne bom rekel politični konsens, pač pa programski konsens, programska koalicija že mogoče oblikuje prej. Kot veste, iz prejšnjega obdobja, ko sem bil župan, nikoli nismo sklepali političnih koalicij, pač pa vedno smo se soočali in pa dobivali na točkah, ki so pomembne za naše mesto. To je bil razlog, da je naše mesto oziroma naša občina v preteklih letih doživela kar precejšen razcvet in precejšen napredek na vseh področjih. Ne bom zdaj tu govoril o tem, da smo bili ena izmed najbolj uspešnih občin po črpanju evropskih denarja. Ne bom govoril, da smo uživali tudi mednarodni ugled, pa ne nazadnje tudi ugled med vsemi slovenskimi občinami. Naša mestna občina je silno zahtevna občina. Mi nismo navajeni nekega sivega poprečja, pač pa v naši občini se je vsaj nekdaj v nekih časih govorilo o presežnikih. Jaz želim, da bi ti presežniki ostali še naprej, da bi se v naši občini govorili na tak način, da bi ljudje zvabljeni, vsem tisti, ki želijo tu delati, ustvarjati, ki želijo investirati, da je bila odprta tudi za mlade rodove, za mladino, da bi mladina videla neko perspektivo in da bi vsem ljudem dali možnost, da so odločajo preko vseh demokratičnih zvodov o naši usodi.
o naših projektih, o tistih stvarih, ki jih mi potrebujemo. Izhajam iz dejstva, da je človek naše največje bogatstvo. In temu bom prilagodil in pogojeval vse svoje poteze in vse svoje napore, da bomo delali dobro za ljudi. Vidite, da danes je v naši družbi kar precej različnih po socialnem statusu in želim si, da bi tudi tistim ljudem, ki so mogoče v nezavidljivem socialnem položaju, da bi pomagali, da bi občina bila tista, ki bi jim nudila neko pomoč. Torej, moja kandidatura absolutno ni šlo neke domišljavosti ali časizletnosti ali materialnih dobrin. Jaz sem preskrbljen, ker sem mimogrede upokojen, jaz sem v pokoju in tudi moja izjava je taka za vas in pa tudi naprej, da se bom odpovedal tisti razliki plače, ki je od tega, če bi upravljal profesionalno svojo funkcijo. Torej, jaz želim upravljati to, če bo zakon to dovolil, zaenkrat še, funkcijo župana mestne občine volontersko. Ta denar, to razliko, ki bo pa prihranek v občinskem proračunu, kar je do profesionalne plače, pa želim nameniti najprej šolskim skladom, zato da bojo omogočili vsem otrokom bivanje v pijesi, oziroma letovanje v pijesi, da jim bojo omogočili tople obroke, torej hrano, in pa ostali denar želim nameniti humanitarnim organizacijam. Torej, najprej Rdečemu križu, Karitasu, potem pa še vsem ostalim. Tako da, iz tega morate vedeti, da mene ni pritegnilo to, da bi si nekaj materialno okoriščal, ni me pritegnilo to, da bi bil častetletni, ker na koncu sem te funkcije že dal skozi 10 let, skoraj sem bil župan mestne občine, mene to ne vleče, ampak jaz enostavno izhajam iz tega okolja, tu smo zajeni, poznam ljudi, poznam kraje, imam rad ljudi, imam rad kraje, vedno sem se razdajal za to, da bi nam bilo vsem skupaj lepše in boljše in zanesljivo vem, da s temi izkušnjami, ki sem jih nabral v 10-letnem županovanju, pa ne nazadnje tudi sedaj, zadnja leta v državnem zboru, lahko veliko predvomorem, da bo ta mestna občina šla z večjim zanosom, večjim zgonom, večjim vsestranskim razvojem in pa seveda pri tem ne pozabljamo ljudi naprej. To znam delati, to sem dokazal. To dokazujem tudi moje rezultati dela, ki pač imel takrat, ko sem bil tu. Tako da, tu je ena sama obljuba, poslušal bom ljudi in po vseh možnostih delal tako, da bo temu ljudem zadoščeno v njihovih potrebah, njihovih hotenih, tudi željah, če jo potrebno in če bo možno na tak način, da bom nam vsem skupaj tu, ki živimo in delimo ta prostor pod soncem lepše. Kako bom to naredil? Je napisano v mojem programu, tudi razlogi, zakaj kandidiram, so napisani v tem listu, ki smo ga dobili. Med ostalimi stvarmi na koncu piše tudi to, da želim realizirati projekte, ki smo jih začeli, ali smo jih načrtovali in so zdaj mogoče zamrli, ali niso v realizaciji. Te stvari me nekako obvezujejo, od tega, da nisem boliševski, da sem celovit, da neke stvari, ki si zastavim, naredim tudi do konca. In če bo možnost, da bom izvoljen za župana, potem zanesljivo te stvari bom delal naprej tako, kot ti želim, pa vredno, kot ti želijo tudi ostali. Na koncu koncev je tako, neka vizija in strategija razvoja mestne občine, ki je stvar razmišljanja slednjega. In jaz želim temu potegnem čim večji krog ljudi, vsi bi morali pri tem sodelovati, da povedo, kaj si želijo, kaj hočejo. Pa ne nazadnje se spomnite, verjetno vsi, da takrat, ko smo bili župani, smo veliko delali na ankete. Veliko smo delali na javnih proizvedanjih, kaj si ljudje želijo in v takih smeri smo tudi delovali.